O novem kodu policijske etike, komentar dneva Tatjana Grajf. Nov kodeks policijske etike v okviru spoštovanja enakosti pred zakonom izpušča spolno usmerjenost. To je čudno, saj slovenska in evropska zakonodaja prepovedujeta kršitve enakopravnosti na posamičnih osnovah, tudi na podlagi spolne usmerjenosti. Če se že sprejemajo tovrstni dokumenti, obstaja veliko dobrih vzgledov. Navedba posameznih diskriminatornih osnov je v poklicnih kodeksih številnih evropskih držav že avtomatizem. Zaščita manjšin je del poklicne etike in poslovnega bontona. Ranljive skupine je treba imenovati izrecno, saj se v ohlapnih splošnih določbah ne prepozna nihče. Policija v Veliki Britaniji, Nemčiji, Franciji, Nizozemski, Skandinaviji in drugod izvaja gejem in lezbikam podporne in vključevalne programe zaposlovanja, to pa velja tudi za vse ostale manjšine. Še več, imajo posebej usposobljene enote za obravnavo homofobičnih kaznivih dejanj, v poročilih o kriminaliteti vodijo ločene statistike. Nasilje, nadlegovanje in druge vrste kaznivih dejanj iz sovraštva do gejev, lezbik in transseksualcev sodijo med pristojnosti policije, pa naj se dogaja na ulici, v šoli, v družini ali na delovnem mestu. Na raznolikost se je treba pozitivno odzvati, namesto da se pretvarjamo, da je ni. Čas je torej, da tudi slovenski delodajalci začnejo uvajati sistem upravljanja raznolikosti v zaposlovanju, ki izrecno naslavlja posamične manjšine. Razvoj spoštljivega odnosa do raznolikosti je stvar varnosti in zdravja na delovnem mestu, izboljšuje storilnost in prispeva k ugledu institucij.